Jaz bom rekel, lej, sled svojim sanjam. Če se už neki loto, ne da greš enkrat, pa poj dan priješ, ne? In tudi športno se da živeti, čeprav se mar zelo pritožuje. Luka Kovačič. Ekstremni športi, to je neka označba. On izziva. Rabaš niti bene pripravi, niti benga znanja za to, da greš tam na Šmarno goro. Drugo je pa vsem gorništvo, ne? Velik del tvojega športa zdaj je trailer running, ja, to je. Zanimivo je, ko odklopiš svet, meni je to fulobara, ne. Pač res pozabiš na cel svet, ampak je pa koncentracija, ful tak, na 100%, pač to hribi vsem zahtevajo in v bistvu ni placa za ostale stvari, ne. Kaj bi ti rekel, da tebe žene? Mene žene strastno, to je res. Mene so hribi tako slikarsko neke figure, ki sem zanimiv. Najlepši let življenja je bil COVID. Pač tekmovanja so odpadala, jaz sem bil še kar športnik in se rekel, letos je pa šansa in sem v enem dnevu povezal 5 najvišjih vrhov Slovenije, ne. Sem in na Red Bullu rekel, to še res naredil, ne, pač itak, ne. V enem dnevu. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Ne, že sem imel tako srečo, ma nisem imel sreče. Pizdaš, bolj, ker razmišljam o tem, stari, bolj mi je fascinantno, kako se je to začelo, ne. Pač res, on je prišel do mene in je rekel, dej, jaz ti bom produkcijo sfuro, ne. In to je bilo, od začetka je bil ta podcast tako na res nivoju produkcijskem, ne. Sam, če klene začneš, pa na ošem kamer prišlo, ne. Pismo, po moje, no. Ja. Težje, sigurno je težje, ne? Da te že na začetku toliko folka pol tudi gleda pa podpira. Ja. Je bi ga, pač vse nismo neumni, ne? Tudi hočemo mi, da je nekaj dobrega, da bomo gledali. Ja, pa da vžal nekam 45 minut, po mojem, hočeš dati kvaliteto. Da namenaš, ne vem, ali pa film pogledaš tudi, če ti je dober, ali, ne vem. Jaz bi sicer bolj, če šport gledam, ampak tam je isto, če ne. A pa dokumentarcija, ne? A gledaš to kaj? Ja, kdaj so obdobja, no, pa jaz bolj tišim, pa če je še Urška za, da v balah. Da se Netflix naštimalah, tako da. Evo ga. Drugač imaš gor, ne vem, če si gledal 14 Peaks. Od Nurjam. Ja, star je. Ja. Po moje eden izmed boljših, ajde, pustimo Les Dance, pa to, ki je pač klasika, ne, ampak pismo res dober, ta, kako me že ime? Gnurja, res, da je kaj objavljen. Ja. Šer pa nekaj zdrave, se to vsi poznajo, po moje, zdaj že. Noro, ne. Ja. Ne, je pa tako zelo zanimiv, kle so pa ful mnenja, veš, je to komercijala, pa kaj v hribovstvo okolo, a ne, to daš v sveta, ne. Ja. Pa je to ful, eni so za, ne, eni so pa ful proti, veš, to je pa rata debata široka. Ja, se vedno tako, ne. Itak, veš, in pa sam tlej, tip se znajdu, zdaj se strinjaš s tem, na kakšen način osvaja vrhove, a ne. Lahko vzameš to, se pa znajdu, ne, naredili so pa deši. Ja. Je kar tak specifičen ta hribovstvo, ki je v bistvu stran od komercijale, stran od tega, ne, to delaš v bistvu zase, za naravo. Saj treba pa preživeti, veš, jaz se tudi ukvarjajo športa, pa ne, pa isto, ker hribovstvo, ne, lej, če to ne vključaš, ne, te strani plati, pa da moraš biti pa malo javen, ne, je poje biško, poje to, da gre, ne. Ja. Daj mi malo povej, s čim se ukvarjaš, ker jaz pač tako zelo nimam pojma glede tebe, ne. Ja. Zelo na cool način si prišel, danes sem, ampak sem rekel, zaupam vesolju in evo te, da mi malo povej. V bistvu jaz se ukvarjam lahko prekal z gorskimi vzdržljivostnimi športi, no, to pomeni poletje, to gorski tek, skyrunning, kakorkoli pač več serij trenutno po svetu, pozimi je pa to turno smučanje, tudi tekmovalno turno smučanje, zdaj to rato olimpijski šport, tako da aktualno za naslednje olimpijske igre, ampak v bistvu vse, kar se tiče hribov, izzivov v hribih, pač to je že moja strast zanimivo je, kaj je to moja strast od otroštva, no. Zdaj stare slike pogledam, smo skozi hribe hodili, pa malo zajadraš v različne športe, jaz sem bil tudi v cestnem kolesarstvu, ker sem kaj zdaj pač v Sloveniji dešita, ne. Ja, valjda, ja. Sem bila ekipna kolega z Matejem Mohoričem, ne, pa tako in tudi član reprezentance do 23 let, pa tako, bi šlo dobro, no, a ne, in nisem bil karen, ampak enostavno to ni bil šport za meno. Jaz sem se sam odločil, da pač nočem tega delati. Meni grem še kar na kolo, ampak sam koncept športa pa ni bil zame. Zakaj? Preveč omejujoč, mogoče.
nisem se videl, pač to je kolo, pa greš pa še malo na kolo, a ne. Tudi, ja. In ne vem, jaz sem bil že skozi to hribovsko življenje, no. Tako da tudi vsak, ki me pozna, ve, da jaz sem rekel tako, ker sem bil majhen, ne vem, ko jaz vem, 12 let, kaj tak, je še vse pred tabo, se rekel, nekaj v hribih delal, ne vem, jaz sem kvaril z vodništvom, bilo kaj jem nekaj z hribi, a ne. In evo, zdaj sem klene, zdaj sem v bistvu že 9 let bi lahko rekel, da polprofesionalen, zdaj ponovim profesionalen športnik, smo še do tega prišli. In ja, tako da jaz osebno živim moje sanje, ne, sem temu zvest in tudi zaradi tega sem izstopil iz kolesarstva, ga pa zelo rad spremljam, ne, ampak mi nikoli ni žal, da nisem nadaljeval. Kdaj se je to zgodilo, da si šel iz kolesarstva? Koliko bi bil star? V bistvu je bilo to prvoletnik faksa, kdaj to pomislil. 18, to, 19. Ja, tam nek, to pomeni en let sem bil mlajši član, to pomeni sem tudi vozil dirko po Sloveniji, pa te zadeve, ki so v Sloveniji popularne. Ja. Pa sem prišel na faks, pa je tak ti je malo zanimiv, pa sem tudi takrat na polno treniral. Prišel sem na faks fizioterapije, redno v Ljubljani, tako da sem bil kar priden, ne, ampak ni bilo pa to. In enostavno se rekel, kolesarstvo ni zame, pa so me vsi prepričvali, pa še zdaj so heci iz tega, kva bi bilo, pa se rekel, sigurno neče, ne. Ja, zdaj bi se z Pogačarjem pa enostavno to ni to, ja. In tudi šport je to kompleksna zadeva, ko vsak misli, da to je veliko kol, ne, sam trening, moraš biti za to. Ampak jaz sem zato, ker zdaj delam, pa tudi to sem prepričan. Ne bi šel prehiter stran od kolesarstva, glede na to, da si ga res dolg časa, da si bil dolg časa v njemu. Ker jaz, ki gledam te tekme zdaj, pa ne, gledaš Pogija, pa gledaš Rogliča, pa gledaš vse te Vander, ne vem kaj vse. Pismo vse to zgleda lahko, ne, ker tam po, ne vem, 50 kilometrih on pritisne na gas in leti, ne, gor v klanc. A je to pač sam trpljenje, ali dejansko rataš tok vzdržljiv, da ni trpljenje? Ja, enostavno jaz bi rekel, to je, ker se enkrat tako dober, je to igra, v kateri uživaš, ne. Tudi šport je ena sama igra, ti moraš imeti igrivost, ki vidimo pri Pogačarju, pa Rogliču, pa to. In če ti nimaš strasti do tega, kar delaš, je že prva stopnica, da boš siguran, to ni zate, ne, sploh na tem nivoju. Ja. Jaz mislim, da je v Slovencem nekaj cajta nazaj kliknilo, pa jaz to ful podarjam, pač, ne, mi smo imeli ta kompleks malo majhnosti, ne, tako, kar še zdaj eni, ne, ampak Slovenci se moramo zavedati, trenutno smo dršite, ne. Ja. Mi smo najboljši, ne, da bi meni poznal Eddie Merckxa, mi smo boljši kaj Eddie Merckxa, ne. In s tem se bomo mogli sparjazniti, ne. Mogoče imajo kakšni narodi južno od nas več ponosa, ampak to mi rabimo, ne. In enostaven fantje so tako dobri, pač sej mi smo bili že skozi dobri, ne. Sam zdaj rado ta klik, ne, rečeš, mi smo lahko dršite, ne. In to fantje tudi zdaj dokazujejo. In tem, ko skočaš, ne vem, 50 do cilja, ne, po 150 km dirke, ne. Ker je noro, ampak ker si pač športnik, pa to je cel življenje dela zadaj, pa je to mogoče, ne. Ampak jaz še kar vidim, da zelo veliko ljudi vidi sam tisto tekmo, ne. On je prišel, pa najbolj se pomatra, pa je zmagal, v bistvu je pa za temu dela toliko, da 8 ur delovnik vsak dan, s tem, da nimaš dopusta. Pa samo ena v bistvu, en sklop mišic, konstantno obremenjen, en gib. En gib, ena specifika, ampak tudi mindset, ne, tudi glava, to podcenjujejo, ne, to glava, ne, to glava tukaj odigra ful veliko vlogo, ne, v športu splošno, že v biznisu igra veliko vlogo, ne, tako, če se nekaj prepričam bo šlo, v športu pa, ne, se vsi pismo, te neuroni pa vse, pa sporočila, kdaj zmatram pride z glave, ne. In zdaj čustiti. A se spomniš mogoče, ko si šel ti prvič, mogoče preko sebe, preko tega, kar si ti mislil, da je tvoj limit. A je bilo to s kolesarstvom, verjetno ja, ali že prej? Pa bi rekel, že skozi sem imel željo po športu. Pa. Če v šport štartaš z limiti, pa mogoče nisi material za šport. Ja. Pač moraš verjeti, da limitov ni. Pač so, niso, zdaj smo videli, da jih ni. Pač lahko prekal numerično, da je limit rekord, ne. Pa je bil vsak rekord zrušen, ne. Bravo, ja. Do zdaj je zmeraj, ne. Pa je v maratonu bil rekord, da to ni variante, da po 2 ure laufajo, pa so laufali po 2 ure. Pa da na on kole človek dober, kaj Eddie Merckx v kolesarstvu, pa pride Pogačar, pa demolira, naredi najbolj čas evera, ne. Ja. In tako da limitov ni, ne. Je pa res, da tudi fizikalno, ne. Limit je takrat, ko je dol padel, ne.
In srce je sigurno na odpovedal, tudi fizikalno ne bo odpovedal. Tudi to je dokazano. Tako da, ko se ti odločil, ti už v kol padel, preden bo se karkoli zgodil. Ti tak, mislim, to je zdaj Gogginsova teorija. David Goggins, veš, da je. To žal ne, ampak no. Okay, ti pošlil kakšen posnetek od njega. On je Navy Seal, ki je, ful je bil ogromen, je bil v bistvu res prekomerna teža, nerealna. Pobil ščurke in pol se je v enem trenutku odločil, da zdaj bo on svoj life spremenil zdaj kot največji ekstremist. Tako laufa trail po Nevadi ali kaj je 48 ur, 72 ur laufa in neprestano. Pa 3 Navy Seal te je dal čez kempe, perfuknjeno glavnem. Kaj sem hotel povedati? No, on je rekel, da v bistvu, ko se tebi aktivira ta da ti ne moreš več, ko pride ta glasek dosmaš, da si tam na 30%, koliko dejansko lahko. Točno to ne. Enostavno pač dosti je takrat, ko še umrl, vse to je grdo rečeno, ampak v bistvu razen, če bila neka prirojena bolezen ali pa tako še bega, nisem videl, da bi kolabiral od zdravega napora. Sem kako se pa s tem soočil, recimo, a se spomniš, ko si bil prvič v situaciji, ne vem, kolo, tek, karkoli, in si bil tako, jaz ne moram več, kaj si naredil? Ja, mislim, tako bom rekel, če si bil nastrojen na to, da boš zmagal, pa rečeš, uga tudi zdravo, si kar noge pečejo, in v bistvu to rata ta igra, ne da uživaš to, ker mislim, da je bazohizem to, da jaz sebe ne matram, kam me gre živce, če meni težko po nam delu, pa to je brez veze, ampak začneš uživati, ne vem, to je neka igra, mentalna, tudi ne vem, Red Bull 400 planica je ena taka znana tekma v Sloveniji, ki sem jo večkrat zmagal, A ti si ta, ki zmaguje to? Ja, jaz imam več zmag, 5krat, kakorkoli. In tam je tipičen primer, pač vsi grejo, vsem je težko, vse noge pečejo. Zdaj, kje boš pa ti rekel, bi jaz to moral več, če to rečeš, pa je zdruka, In to rata ta igra uživanja v športu, vsak mora pa najti svoj ta drive, pa jaz mislim, da moraš imeti strast za te, jaz doskrat rečem. In za vsakodnevne treninge in za vse, da če delaš strastjo, pa je marsikaj možno. Strast trpljenja. Pa za celosti športa. Jaz rečem, pismo, če trpiš v tem, to se res reveš. Jaz kot doskrat rečem to. Jaz osebno sebe, vsi, ki jo poznajo, jaz namaram stvari, ki so težke, tudi v življenju, jaz namaram, da je nekaj težko. Če pa uživaš, se tu tepi v poslu, kdaj ti je težko, ampak res je. Zdaj, če ti pa težko tako ratel, da boš pa dolgočasen, pa to poj pa zamenjaš stvar. Meni je tudi šport veliko dal več za posel pol naprej. Podobna igra. Pa veš, predvsem to, slab vreme. Spomnim se svoje prve tekme, jaz sem ameriški fuzbal igral 10 let. Moja prva tekma kot rookie je bila v Novem Sadu in smo pazi zdaj to, dobro sem se to spomnil. V Novem Sadu bilo je po moje nekje aprila ali pa oktobra, nisem zdaj ziher, kjer del je bil, ampak ta del, ki se vreme spremenja. Super je, to zdaj. In je bil leden dež, 2 stopinje in dež, ki ni zmrznen, pa ni najbolj zebe. Pihal za popizdit. Jaz sem si na ogrevanju zlomil mezinca. Meni so mezinca samo povil in jaz sem celo tekmo pač mogel, pol tekme sem igral, pol tekme sem stal. Mene je zebel k prasca, ampak a veš, okoli mene so bili fantje, ki niso nehali. Ker so bili tako le, pač tudi tle smo. Kam bi šel rad pod kaloriferček, spet v garderobo, pejta, Ama kdo dekca za posoditi? Nimamo, ker si ruki. Stari, jaz se saj spomnim, da pol itak v enem trenutku, ko sprejmeš rata, ampak po tekmi. Jaz sem prišel domov, jaz sem ginil, ne vem, ko vse se rekel, jaz sem dober, da nisem umrl. Ampak ful ti da, ker ti dejansko želiš v neki točki samo udobje, ka pa ti laufaš gor na planico, pa udobja ni, ne boš ga najdel, ne bo se nekaj. Ne, jaz tako doskrat rečem, pa taka priberjava s poslom, vsak bi rad direktor, imel pa rad odgovornosti, pa ne imel rad odpuščanja, pa ne imel rad teh stranja, ki pride zraven, bili pa vsi rad na vrhu, pač pa ne zdaj tako, cela pot je pomembna, ko do tja prideš, in šport sploh, pač to je stopnica, pa ponovati bajto, pa ne 6krat se sesuje, ker orkan pride, ampak poje se to šele sestavlja na neki točki, pa moraš verjeti, da se enkrat bo, čez noč. Ni čez noč uspeha. Pisa, veš, en pregovor je, mislim, kje sem ga slišal, da v bistvu vsi ti zavidajo temu, kar si zdaj, kar si dosegel, noben pa ne zavida poti, ki te je pripeljala do sama. Točno to, tudi v Gorništvu ali pa imate knjigo Pot od Nejca Zaplotnika, ki je ikonična, pa
take zadeve, pa v gorništvu, pa vsi športi, vse sloni na uspehih, tudi Tour de France Pogačar, on je zmagal, ko je bil pa on, pa zdaj je drž tudi, pa je on na kolesa, bi pa fleta podcast poslušamo v topom avtu ali pa doma, to pa jaz ne šuravam, ne vse matro, ampak to je zadnji marsikaj za športami, za vsakmu in tudi, kdaj mislijo, da ne vem, pa nogomet, tam jim je pa fletana, Benjamin Šeška to trenira, kažvalo, To je toliko odrekanja. To je toliko enih kompromisov, odrekanja. Luka Dončić, vsi samo on je, malo pa NBA, najbolj, ampak pismo, fant je večkrat vrgel na koš, table za Bežigrada, ki pa bar zelo druga. Zanj sem ga videl na fitnessu, ki je kle v Sloveniji, kle isto, kot jaz in star, jaz sem bil tako, jaz sem ga gledal in eno je bilo uno tako, pač to je fucking greatness, veš, to je Michael Jordan, to je človek, ki je najboljši na svetu v basketu. V mojih očeh. Ja, tudi v mojih, jaz mislim. Pač dajmo si priznati. Pač bodimo realni, In ga gledaš in si tako, ampak on je lih tako človek, kot jaz, stari. On mora tudi jesti, on mora tudi piti, on mora tudi trenirati, on mora tudi počivati. In ko sem ga jaz gledal, kako se on premika po tem fitnessu, sem bil tako, kako ti lahko vse tako pošolaš, stari. Ker klej mi izgleda, da pač se ti ne da delati. Jaz sem enkrat videl. Trenira. Ja, ampak enkrat sem glih, enkrat je bilo Nikola Jokića, ki je podobno, ko bi ena na Unmu rekla na Petrolu, pa ti si rođen za basketbal, ga ni poznala, mislim, sam, to je, pač za športa je toliko enih stvari, ki se jih marsikdo ne zaveda, in ni fair, da se reče, vzdržljivost in šport je bolj zahteven. Jaz v življenju ne grem fuzbola trenirati, mene da zapreš v stadion, konca, ampak... Začel na gol plezati. Ja, pač neki, ne vem, tribuna, da bi pri neki, ampak hoče reči, je specifika, Te fanti, jaz verjamem, da imajo tudi strast pa igro, tudi Dončića, ki gledaš, on se igra. On se res igra. Je dršita, Ja, dej me pel v planico. Ta, kako se reče, planica 400. Ja, tako Red Bull 400 metrov planica, pač je več skakalnic po celem svetu, kakorkoli so te, to je pač znamka, ki označuje teke na letalnice, skakalnice, tako, specifika. In 400 metrov je dolžina tega, kar moraš preteči, štartaš na ravnem in pogreš gor v klanca. Tako, In to je tako oren klanc. Orenk, orenk je, in mislim, strmoje, pač ne vem, koliko je zdaj to v naklonu, ampak če si kdo predstavlja, pač v 400 dolžinskih metrih premagaš 200 višinskih metrov, to je 3/4 Šmarne gore. Čez prsta, tako kleke, glih primerane. To pomeni v enem štadionu krogu, imaš pač vzpona 200 višinskih metrov. Ali pa na ostalih manjših napravah, na zadnjem smo bili v Innsbrucku, je pa pač malo manj skakalnica, ta Bergizel, ta znana. In pač pride več kot 1000 folka, pa kdo bo prvi, čisto enostavno rečeno. V bistvu, kdo sploh prišel gor, Ja, se je pa res, da prideš. Ja, mislim, pride jih večina, sam je pa range, pa tudi ceni več kot 10 minut rabijo, Ja, tako da je razlika, to je tako, kot isto, kot markacija na Triglav, sej enkrat priješ gor, samo en rabijo 9 ur, 10 ur, en pa uro pa pol, tako da vse se da, A misliš, da bi bilo težje priti gor ali dol? Jaz v življenju grem dol, pač jaz se ne spustim, pa grem kdaj, z Robija Kranjca reklo, ali pa skakalci, ki se poznajo, se rekel, fantje, jaz ne skočem gled dol, ni variante, pač gor, super, Kaj pa peš? Ja, peš, greš dol, sej so prekraj štenge, tam nekaj hrib je strm. Ne, da bi šel po hribu. Ne, tam, če jim ukroj malo zoprano. To padeš, te letiš dol. A si videl, kdaj je udo, kam imajo eno tekmovanje? Zasiram laupa. A ti si videl, da to ti moram poslati, stari. Ker sir dol vržejo po klancu in pol laufajo že njem. In pol je en posnetek, ki je v zadnji komatu od Ave Marije. A si videl to? Ne, tega nisem sam, pa event je pa noro, tako zanimivo. Če bi se rad kdo smejal, pišite v YouTube Cheese Rolling Competition Ave Marija. In gledajte, sej grozen, sej se folk razbija, ampak na lastno odgovornost. Sej podpišeš. Sej podpišeš, to so zanimive stvari. Zakaj misliš, da si zmagal 400 planice? Mislim, čistko iskreno, se ni to nobeno, a veš? Ne, se iskreno povem, pač to je moja tekma, jaz sem s tem začel, pač ko sem začel tek, meni je bilo to noro, pač nekaj strga, nekaj draša, jaz ne vem, pač meni je všeč, že nekaj strga in izziv, da to pač peče, in jaz sem se odločil, da pač bom že dol padel, če v to preveč in pa sem gotov, da mi to paše, in meni je to
noro dobro, pač pomatraš se, ne, tam je ful ljudi, pa zanimiv mi je ta event, meni so te dogodki dobri, ker lahko vsak se primerja z najboljšim, ne, tudi jaz, ki hodim po tujini na teke, ne, meni je ful dober, da lahko pride na štart, ne vem, Kilian Jornet, znamka tega športa, drži športnik ever, ne, pa jaz lahko skupaj treniram in se res, ne, pomeriš z najboljšim, ker pri basketu kdo je to težko, pač Luka Dončića, lahko gledaš, ko na koš meče, ne moreš pa z njemu 1-1. Ne. Ja, pa tudi predispozicije so tako drugačne, tako, ne, pozicije itd., klepa dejansko klepa res lahko skupaj probaš in meni je bilo to full over, ne, zmer. In tudi jaz sem prišel v to, ne, ker sem se lahko pomeril z najboljšimi in to še zdaj ta šport omogoča, ne, ves ta gorski tek, ne, je okoli tega, da lahko vsak z vsakmu tekmuje in to je meni topa, ne. In enostavno se pomerim. Ja, Red Bull 400 je pa ena taka moja tekma, ki meni všeč. Pač. A greš vsak let? Ja, vsak let, kaj je pa tudi po tujini hodimo, ne. Tako da po tujini imam v bistvu vse skupaj, ne vem, znanca štev imam okoli 15 podijumov po all over Europe. Wow. Tako da je dobra, no, zadevajo. S čim pa v bistvu, a ti sponzorji pokrivajo vse to, ali imaš kakšne pogodbe, da lahko to delaš, ali moraš zraven še kakšen svoj biznis graditi? Ja, v bistvu, jaz moram reči, spet sicer to je taka zadeva, jaz sem že od začetka probal nekak šport graditi okoli tega, da si bom lahko zagotovil, da se bom športom ukvarjal. Ja. Tako da sem vesel, da je moj sponzor Red Bull, da je moj sponzor Dynafit upremljevalc, da sem prišel še do ostalih, kot je Tusidos, gradbeno podjetje, da sem tudi sam nekako lahko zanimiv za sponzorje, ker jaz mislim, da si lahko, ne, to sem pač sprejel, preden smo začela debatirati, ne. Jaz sem sprejel to, da smo včasih, ker tudi to lahko omogoča, da se preživljam športama, ne. In ja, zahvaljujoč njim lahko to delam in od tega tudi živim, pač uradno sem samostojen podjetnik, tako da ja, to lahko delam v bistvu že drug let 30, tako da tudi nisem več otrok, ki bi živel doma. Tudi zelo hitro sem se osamosvojil po današnjih standardih in mava tudi s partnerko hišo na Bledu, ki so tudi sama prišla do tega. Svaka čast. In ja, jaz mislim, da se da, no. Tudi želim tako sporočilo, ki je, neka mladi, ki jaz sem malo alergičen na jamranje, no, vse to je pa tudi ena taka zadeva, da mislim, ne jamrati, pa probi kaj delati, ne, spet najdeti moraš pa stvar, ki te veseli, ne, in pač ja, prišla sem do tega, zdaj, če je en tvoj uspeh super, ne, pa motivacija, to zmeraj želim pokazati, sploh mladim, pa nič produnim, ki so 40 plus stari, super, ne, ampak dajte začeti, ker mladi malo tuhtata, ne, pa se v tem je lahko fajn, no, jaz uživam, no, nimam kaj, ne. Kako bi jim pa rekel, mislim, kako si ti ugotovil, ko si rekel, najde tuno, kar te res veseli, ne? Ja. Kako to ugotoviš? Ja, tako bom rekel, mogoče za starše malo naporno, ne, zato, ker pač delaš, jaz bi rekel, ker zmeraj je tako, ne, kako bi to rekel, dejte slediti svojim sanjam, čeprav se to sliši tako poetsko, ne, ampak, ok, kdaj je treba tudi, da te kakšen porit udar, pa da ne se zabavati, ne, ampak jaz sem bil vsaj to kresen, da zmeraj sem rekel, da lej, ne se zabavati, če se pa to zdi smotrno, pa ostraja, ne, in da so bile kakšne odločitve, in s faksom in pač jaz nisem zaključil faksa, čeprav ima že diplomo spisano, ne. Ampak to je bila moja odločitev in te sledi mi je nikoli ne za nazaj spremenil, pač zmer sem pa želel delati, s kam me veseli in ja, tako nekako sem zmer temu sledil, no. In še kar nekako temu sledim, čeprav se sliši pravlično, ampak imam pa srečo, da so starši dojeli, da vsem se ne zabavamo, ne, čeprav se bi zberil, ker ne živi po standardih, to pomeni šola, faks, šiht, pa dokončno le na nismo šihtu, ne. Ampak sem zelo hiter se znajdel in z SP-jem in z ostalimi stvarmi, pa tako pač nadaljeval in sem zdi pomemben, da slišal tudi to ostali, ne, jaz upam, da kdo to dojel, da se da marsikaj delati, ne, in tudi športom se da živeti, čeprav se marsikdo pritožuje, ne. In ja, tako da jaz ne vem, kako bi to sploh razložil, ampak dejte slediti svojim sanjam, ne se pa zabavati, no. Ja. In pa še tako je, ne, life ima en shot maša, ne, tako pištola, en naboj, ne, tako da tudi, če želite se športom ukvarjati, vse so fajne žurke na faksu, pa vse fajn, vse pa to, ne. Pejt na par žurk, tudi jaz se še pa maturanca, pa vse zadeve, ampak probite ustrajati v športu, če vam je to všeč, ne pa delati športa zato, ker je fajn, ker je pretežko, no. Tako da je pa ful enih stvari, ki jih Slovenija ponuja, jaz sem ful fan Slovenije, pa sem zelo veliko po tujini, ne, pa imam zelo veliko kolegov v tujini, pa to, pa vsi pa v Švici, ki je sanska dežela, pa to.
Jaz ne bi še Slovenijo živeti v lifeu. Tako da je dežela priložnosti, no, to sem siguren. In jaz sem full fan in verjamem, da če se odločaš, pa spet slediš strasti pa temu, kar te res veseli, ne? Se da, no. Sem prepričan, da se da, no. Velika večina jim ne uspe, ne? Ja, tudi pri športu se je treba zavedati, pa če se vse izhaja iz športa, ne, spet, če damo primera, ne vem, imaš ekipo Pogačara, ne, on je eden, ki mu je pač ratal, ampak tega se je treba pa tudi zavedati in zato se je treba tudi iskreno odgovoriti, ne, pač le probaš, moraš dati olina, ne, tako kot pri biznisu, ne, pač ali pa pete v biznis, ali pa karkoli. Treba je olina, ne, verjeti v to, če verjameš v to, pač rata, če pa nav rata, je pa to zihar ena priložnost za nekaj druga, ne, tudi to je realnost, ne. Jaz mislim, da si zelo lepo to povedal, ampak vsi, kar lahko vsi naredimo, ne, mladi, stari, je, da prevzamemo odgovornost za svoj uspeh. Tako, dokler si ti v vlogi neke žrtve, pa jamranje, ki si ga omenil, ki ga jaz tudi ne maram, ne, ti prelagaš odgovornost za svoj lasten uspeh na druge. Točno to. Zato, da se ne rabiš soočiti z lastnimi napakami, pa z lastnimi fejli, pa z lastnimi pač porazi, Kao nisem jaz kriv, oni imajo boljšo ekipo, on ima boljšega trenerja, on ima to boljše superge itd. Kaj enkrat prevzameš ti odgovornost za svoj uspeh ali pa po domač pojem stavaš na se, se ti bojo lepe stvari zgodile. Točno to. Zato, ker pač pot te bo vedno pelala točno tja, kamor moraš iti, da ugotoviš, koliko v resnici si dober. Ne, koliko misliš, da si dober, ampak si dober. In realno, po koliko so hruške. Jaz tudi sem si rekel v lifeu, kem jaz nehal športno kariero, pač na neki točki je konec, pač bom realni, Jaz sem dal maksimum, pa nimam obžalovanja. Ker so veliko ljudi videli, pa reke so v srednjih letih, pa krize srednjih let, pa ti, pismo, če ptis leta, veš, Luka, ker sem te videl, če pes takrat, da to zagrabu bil pa isto. Ja, očitno tvoj življenjski tok ni bil tam, pa zdaj se čutil užaljenega ali pa to, Ampak tako je, in v vseh pogledih je tako. A si vedno verjel, da ti bo ratal? Ja, jaz sem še kar prepričan, da mi bo, Tudi, če bi dvomil... Se ti je že, a ti ni? Ja, jaz imam sicer cilje zmerno na vrh, mislim, ratal, to je zdaj relativno, jaz sem zelo zadovoljen z lifeom, jaz grem preveril tudi te zadeve, meni je uspeh to, da gre zvečer zadovoljen spat, Pač treba je živeti day by day, Zdaj smo gledali Kung Fu Panda, pa je tam tako fajn rekel, yesterday it's a history, tomorrow it's a mystery, nekaj taga, Ampak to je res drugače, sej to so spet ti pravliče zadeve, Ampak, jaz sem zadovoljen s potekam, tudi jaz imam cilje, ki jih dosegam, dam se vmesne cilje, ampak nočem se pa ustaviti, ko zaspišem, to mi pa ni všeč, A imaš ti otroke? Imam tudi 3-letnega sina, tako da v bistvu tudi familija in vse zraven, Kar je pa tudi svoj vrsten izziv porata. Ja, sej to sem te hotel vprašati, prej, ko si omenil, kaj bi svetoval mladim, kako boš pa ti pri svojemu sinu omogočil, da bo odkril to, kar ga veseli, tako malo challenge mogoče. To je full dobro, z Urško, s partnerko imava velikrat te debate, Pač jaz sem full ponosen na mojo družino, to moram reči, zmer sem si želel, da imel mlad družino, tako da tudi tukaj bi rad to lahko rečem, so tudi relativno mlad za današnje standarde, pa te poprečnost, ampak to je brez veze to gledati, kaj poj, mislim, to je kar nekaj. Ampak tako da sem full vesel za družinco, pa kva bi Maxu rekel, to je full challenge, jaz bom rekel, sled svojim sanjam, tudi, ne vem, spodbujala, to sva se zgovarjala z Urško večkrat, pač spodbujala ga bova, kar bo hotel, kdaj ga treba pač malo nacilati, ne vem, če se už neki loto, da greš enkrat, pa poj dan priješ, ker to je kar neki, pač probaj stvar, ampak ne vem, v športu, kaj sem, vsaj en let nekaj hod, lahko greš letos basket, drug let polo, zaradi mene karkoli se meni vseeno v bistvu, ali pa tudi violino, ker se na koncu zabavamo, ampak probaj ustrajati, daj si en čas, da vidiš, je to ni, ne šaltati sem pa tja, to nisem bil nikoli fan, ampak bova pa spodbujala karkoli bo želel, ne bi ga pa... Hudo. Je pa že zdaj gre v vrtec, pa 3 leta pa razlaga, da gre on v hribe popoldne, ker gre na sprehod, pač očitno mu dava neko pozitivo, s katerim bi uživava. Jaz, ki gre ven, meni je najtežje biti z Maxom doma. To se tudi težko pravi, da morata biti doma, kdaj. Jaz rekel, meni je to tako težko. Greva ven, pa greva na Svetega Petra tam, pa greva na sprehod, pa njemu full ober, ampak očitno čuti to, da je neka energija.
Vse je to turška ful športna, tako da ne vem, ali bo pristal v športu, verjeten bo, vsaj aktiven, kval pa delal, je pa v bistvu zelo njegova pot, ampak ne mu pa prikrajšal meni izkušnje, ki sem imel jasno, tako da bom imel proste roke proti temu. Koliko se ti zdi pomembno, zdaj sem dobil to misel, da bi lastnega otroka naučil, da si upa biti v nečem slab. Tako na začetku, veš, da je to, da ni vse, kamor gre, da mora biti dober. Da greš ti na basket in da če nisi dober, nehi delati. Ja. Da igra vse. Ja, da igra, da ni zmer poraženc, pa v tom smislu misliš. To. To kar izzive, ja. Že zdaj, ne, tako pač, ne vem, da ne bi ta zdravo tekmovalno se mi dva to skozi zgovarjala, kako to. Jaz vsem bi rad, da stremi k temu, da bo dober, to bi rada ohranila z Urško, Zdaj, da pa ni najboljši, to je pa svojvrsten izziv, na katerega iskreno ne znam trenutno odgovoriti, ker se še nisva s tem srečala. Jaz bom zmer, ko dan prišel, pa če vzgum rekel, sine lej, in kaj zdaj, mislim, pa kaj pa, če nisi najbolj, Zdaj, jaz bi mu rekel, 5 probi še enkrat, če je realno, da čist levo vita, greš kaj drugače, ampak mislim, malo je pa treba tudi ustrajati, zihar boš kdaj dobil če po domače povemo, ampak ne vem trenutno, ampak težek vprašanje, ker res v situaciji še nisem bil in ne bil pa rad kakšen psiholog, pojma nimam, ker sem jaz rečel, to pa tudi namaraj, ker so eni teoretiki, boš videl. Ne, spoštovani glede tega. Vidiš po moje šele, ker so situacije, tudi pri nama, ker je otrok majhen, pa te bombardira z vsemi informacijami, pa moraš tako delati, pa takrat mora to. Bože. Po čem se pa navigirata? Se veliko pogovarjata, tako občutek? Ja, fulno. Pa re, da jaz sem zelo nespiritualen, Urška je malo bolj, ampak malo pa ful debat, ker tudi na temu sloni po moje zdrava zveza, da če se zgovarjaš, ampak po feelingu, tudi mi dva edinker pa sva rekla, da pa tudi vsak mu rečeva, ne sebe prilagoditi otroku, ampak otroka se pa ne, zato ker pa so dve ujetniki enega otroka, pa enih standardov. Lastnih strahov v bistvu. Ja, kar nekaj. Če tako pogledaš, Max gre z nama, mi gremo nekam, pa gre pač Max z nama. Namesto da gremo zdaj, ne vem, na trekking v Himalajo, gremo pač na Malorko, pa na Madeiro, recimo, Pač malo prilagodiš, ampak še kar bo pa on na enemu lifestylu prilagojen. Mislim, to, da vržeš stran življenja zaradi otroka, to je... Ne, res je. Mi smo tudi zdaj bili v Grčiji, pa zdaj bo 1 let stara ta mala, čez en mesec. Hudo. Ja, po moje, novembra. Zdaj to zbor. Ja, in tudi greš, veš. Sej se da shendliti, mislim, ni isto na avionu, Včasih ti lahko sedel, ko je rešval, pa spal, pa ti šlo vse na živce. Ni zdaj tega. Še prvo potovanje je bilo Grčija z avionom. A res? Res, Max je bil star, po moje... Zelo da nav, za Urška huda, če falil, ampak po moje 8 mesecev, 9 mesecev, se ni tukaj zihar nas slišala. Vse bom povedal, ko pride. Ne, tako, ampak se da marsikaj za to odzela. Pismo, ja. Mi smo šli po 4 mesecih v Fuerto. Hudo. Ja. Full over. No, lažje, ka zdaj. Ja, verjamem. Lažje. Ja, mislim, ne, pa zdaj, veš, zdaj se ji dogaja, to zdaj pred tabo sedi gospod na stolu, ona začne po glavi, Ja. Angleš pa tam čez okno gleda, pa smuka, pa takole z glavo dela, Jaz mi rečem, kle vidiš ljudi, ločeš, da ljudi, ki imajo otroke, pa ki jih nimajo, ki imajo otroke, pač bojo vse, pa nimajo, fotor nekaj, Ja, vse to. Urško si tudi večkrat omenil. Ona bo tudi pač gostja kle, v bistvu je tudi zaslužna, da stikle. Ja, zamenjava. Ja. In sem vesel. Kje sta se spoznala? Zdaj tako, ti bom kar naprej povedal. Jaz bom njo vprašal isto vprašanje. To je v bistvu zelo enostavno, pa tudi je spet povezana drugače s planico zgodba. To je bilo v bistvu 6 let nazaj. Na radiju drugačno. Čisto zanimiva zadeva, zdaj to je res nazaj, ampak jaz sem bil neki na radiju in je bil splet okoliščin, to je bila pozitivna stvar socialnih medijev, da Ola, ki ste poslušali, jaz nje nisem poznal, ona mene ni poznala, imamo pa ogromno skupnih prijateljev, tako da ful je zanimivo. No, tako, ampak pa sva skupaj zletela, in pa se je to v bistvu ful hitro zgodilo, in tako da to, pa je bilo pa ta dogodek
Red Bull 400, to so se prvič videla, no, če še tako, malo smo romantični, Wow. pa se je pa to ful hitro zgodilo. Ja, ampak tako je, ampak ja, in se je zelo hitro vse odvilo. No, A tako ti je da- tekla v počasnem posnetku v objem? ki si Ja, zmagal? ja, to še kar imamo vizual. Ja, ja ne, tako da ja, ampak ja, pa so pa zelo hitro začela vse, se je zelo hitro odvilno. Pa ja. Sta vedela, da sta se najdla, ta prave dva. Ja, v bistvu kar hitro, no, tako da tudi čez tega vidika smo imeli srečo, da je imela Urška stanovanje v Ljubljani in da smo kar hitro začela skrb živeti. No, tako da v bistvu pri nama gre barske kontra poprečju, no, tako da jaz sem čez po moje 14 dni, ker so bila, pa niti ne vem, to skrb, pa ne, se rekel, jaz sem rezerviran dopust čez 3 mesece, a veš, ker smo glih en bon pa šla kar skrb, tako da v bistvu šlo vse skrb, jaz sem zelo hiter kufret, ja, prenesel, sem bil vesel, pa se doma v redu razumemo, ampak jaz sem bil tako vesel, da greva na svoje, pa tudi tako, če bi partnerstvu priporočil preko, dajte proba čim pred skrb živeti. Ja. Pa Tam še le vidiš, vidiš, ne. ja, Mm. sej, fajn vse, ampak tako da tudi to je bilo redno. Ej, kaj ti je bilo pa najbolj všeč na njej, od začetka? Se Poleg- to tudi ne. Ja, drugače meni pač ona ima še kar zelo lep nasmeh, to še moram reči, pa oči in to imam še kar predifam, če še to pove, sva bila na prvo dejte, pa jaz pa pes sva skupaj prišla k bajti, tako da še to je bilo fulje takih zanimivih, ampak še kar javno. Meni bo zelo lep nasmeh pa energijo, da jaz se to zbi rekel, da pač tako dobro zgledajo zame in tako najboljše, ne pač tako je, ker se pač zaljubiš v enega, ampak ja, na to sem pa zihar padel, no. Kaj pa ti je zdaj najbolj všeč na njej? Ja, jaz bi še kar stavil na nasmeh pa očke, no, to je meni še kar tako, ampak pa je tudi energetsko, ko pa pač realno se zavedam, da sem tudi jaz težek karakter, ne, V drugače. kakšnem smislu? Mislim, imam svoje zahteve, a ne, jaz od enih zadev ne odstopam, a ne, in pač to, da slediš svojim sanjam, pa vsemu pač tudi zahteva, da se marsikaj, kdaj se mora okolica prilagoditi temu, a ne, zato, ker ja, ne, če ne slediš temu, če se zmer prilagodljivo, ne, pa pomeni, da se ti prilagajaš, ko se mora pa kdaj okolica, ne. Ampak je tudi sreča, da je tudi Urška specifičen karakter, da to ona lahko potrdi, a ne. Ampak sem vidva najdla res dober način, kako funkcionirava in se večkrat rečeva pismo, ne vem, kdo bo en drug moživo, no, a ne, mogoče še težji z mano. Ampak ja, a ne, in tudi moj šport zdaj zahteva precej ene odsotnosti vseeno, ne. Ja. Pač to mora biti razjasnjeno, ne. Ima pa ogromno nekih pozitivnih stvari, a ne. Pač gremo na konce sveta, tudi Urška ima iste interese, kot jaz, ki pa pride zaradi tega, zaradi športa, a ne. Enako kontra, a ne, ki ima ona svoje zadeve in ja, tako da tako nekako gre vse Hudo. skupaj, ja. A sta kdaj z Urško se pogovarjala, kakšno življenje si želite, pa koliko je to podoben dejansko temu, kar živite? Ja, to je spet speša, drugače zelo podobno, kot sva se zgovarjala 5 let nazaj, po moje. Jaz sem enkrat rekel, tako, vedela sva, jaz sem Gorenca, ne, to in to se po moje pozna pa za koreninjenosti, a ne, jaz sem rekel, pač na Gorenskem živela, to je bil pogoj, če da dolgi rok gledava, pač, ne vem, pa ne, da sem prestrana ali pa kaj, ampak Res je lepo. res je lepa, pač, in če imaš neki rad, pač v to smer delaš, a ne. In po je tudi zrečenega kruha se največ poje, za 2 leta se, koliko so, dobro 2 leta bila v Ljubljani, sem v Ljubljani tudi preživel, tako da sem bil kar zaljubljen, ne, ampak sem vedela, da pa bil pa Max na poti in po smo rekli, zdaj pa Gorenska, šla smo najprej v najem in po smo si v bistvu letos, no, maja smo pa začeli živeti v novi hiši na Bledu, a ne. In, Čestitke. ja, hvala lepa. In je v bistvu res tako, kot so si zaželela. No. Zdaj, a to delaš aktivno v tej smeri, a ne, a manifestiraš, to ful težko rečem. No. Ampak mi dva si tega ful želela. No. In tudi Urška je želela na Gorensk, no, čeprav je strboval, tako da čist kontra, ampak ja, tako da je nekako, no, tudi terasa mava, ki so si želela, to je, kad sem rekel, to se večkrat zgovarjava, ki je bilo pa, ne vem, ko po 80 starova pa na terasi pila kofe, ne, tako da Gorenske, evo, to je tudi to, ne, zdaj. Jaz mislim, da je to ful močno, Ja. da se pogovarjaš dejansko, pa sprožiš te pogovore, kako si pa predstavljaš hišo, pa kakšna Ja, ja. inspiracija itd. Ne? Ja, to nam je bilo skosno in sva do tega nekako preborbala, no. Zdaj, tako da.
Ja, zanimivo, da niste v Trbovljah. Ja. Čeprav sem zanimiva. Jaz sem živel prvo let, 2 v Trbovljah. Aha, Pa na bazenu sem bil jaz redni gost. Okay. Imam detka pa babico iz tam. Ja, hudo, no, to je. Slovenija je ful bajhna, tudi če tako na koncu pogledal, v bistvu, kad misliš Trbovlje, kar je zemljevid, pogledaš, kje je to daleč, zgledamo mi uro 20, to je, kada živiš, ne vem, v Mihnu pa v Mihnu, ne. Ja. Mi imamo res, ta Slovenija je tak biser. Mi imamo tako preview vsega, kar je v Evropi, a veš, Sam puščava nam še manjka, stari, pa smo mi. Ajde, tiste je stare tam. Ja, okej. Ampak tako gore, jezera, morje, goričko, gozdove, kočevje, svašta, a ne. Vse je drugače. Pač noro. Ne, to je jaz. Brda. Vse imamo, a ne. Pač pa kolpa, pa kočevje, pa ne vem, to so konci Slovenije, ki jih ne pozna. Sočje. Pa tako si tam. Ja, to je noro, ne. In tudi malo so vseeno peta v turizem, ne, pa imamo na Bledu tudi apartma, ne, del hiše in pa vidiš, da ljudje pridejo na Bled, zato ko v Slovenijo pridejo, ne na Bled, ne. Oni grejo en dan v Ljubljano, en dan v Bovc, pa to itak je zraven. Točno to, ja. Tako po moje, da vsak gre Bled, mogoče tam Piran pol še, ampak to je 1 uro stran in kako je lahko tam gora, kle, morje. Ja, to je noro. Ja, ne, top. Slovenija je zakon. Hotel sem te vprašati glede, ker smo lih pri gorah, evo. Velik del tvojega športa zdaj je trail running, oziroma kako si rekel prej, air running? Sky running, pač je ena serija trail running, kakorkoli. Trail running, to je ta pravi izraz. Kako dejansko, jaz sem en posnetek videl na tvojemu Instagramu, pa kar pejte pogledati, tisti, ki gledate, da te vedeli, o čem govorim. Kako imaš Instagram? Luka Kovacic 1. Luka Kovacic 1. Če je Luka, se bo najdele. Eden izmed zadnjih, ki laufaš gor po nekem, pač prav po vrhu neke gore in padeš. Ja, ne. To ni reč, ta je slučajen Jerry of the Day po vaj. Jerry of the Day, ja. Mislim, to izgleda nevarno, ampak tudi spet v nekam me poznajo, jaz sem drugače zelo zajca, ne. Tudi hribi, kakorkoli, hribe se lahko loteš na več načinov. Ne. Ja. En način je, da se znanjam, pa spaj previden zato, ker veš, kaj gre vse lahko narobe, lahko pa greš brez znanja, pa itak ne veš, kaj gre narobe. Ne. Jaz se bolj na pristaš, ki je bolj na znanje. Ne. Tudi imam otroka doma, zaveda se, da že še enkrat tako, da tudi nisem trail running, pri meni trail running je v bistvu res sam tek, ampak jaz sem tudi zelo rad hribe, tudi kakšnega plezanja se lotam, ne preko, da je to alpinizem, zato ker sem kle zelo strok, ki je meja, ne, profesionalnosti pa ne, ampak kakšen bi rekel, da se grem tudi alpinizem, čeprav jaz tem rečem gorništvo. Ampak ja, meni je to drive, ne, jaz tudi se športom ukvarjam zaradi hribov, ne, da so hribi del športa, ne, ampak jaz sem izbral tudi šport, zato ker je v hribih, ne. In jaz sem 12 mesecev na letu v hribih, pozimi je to turno smučanje, poletje trail running, ampak probam se lotati stvari na varen način. Se je pa treba zavedati, da kdaj gre pa lahko tudi kaj narobe, čeprav nikoli ne manifestiraš v to smer. Je pa ja, so tudi napake se, tako kot vsakmu človeku zgodijo, hribi so stvar, ki kdaj ne dopušča napak. In vse lahko tudi kaj zgodi, tega se pa zelo dobro zavedam. Nikoli, pa ne bi šel na kjerokoli stvar za temu, da bi rekel 50-50. Se pravi, da bi bil vreme ali pa ne vem, ali pa da ne bi bil sposoben nekega izziva, ki me čaka, neke zahtevnosti. Pač ni 50-50, to bo, ne. Pač 50-50, to je gamble, to nas pada v to. Kako pa izgleda tvoj proces, preden greš gor, torej kako se pripraviš, pol ko si enkrat v hribih, kakšen je tvoj mentalni proces, pa ko osvojiš, kakšen je, da gre se tako dotakniti. Ja, zdaj tukaj je bilo očo 2 zadeve. Eno je vsakodneven trening, ki je v bistvu tek ali pa neko turno smučanje po smučišču, kjer razen za to, da boš vedel, kako delo za performance, v smislu ne rabiš niti bene priprav, niti benga znanja za to, da greš tam na Šmarno goro, vzameš teniske pa greš zdaj. Težko se kaj zgodi. Drugo je pa vsem gorništvo, ki je pa nek resen, sploh če se greš nekih, malo bom rekel, bolj zahtevnih izzivov. Je pa eno je priprava na turo, eno je priprava na znanje, jaz imam tudi narejeno šolanje za mednarodnega planinskega vodnika, tudi ogromnih stvari sem se naučil skozi izkušnje, tudi z ljudmi, ki hodam v hribe, so kar na nivoju, in tako da naberem izkušnje in šele,
vem, da so izkušnje dovolj za naslednji izziv, se tega izziva lotim. Ne vem, recimo neka plezalna smer ali pa nek pristop enostaven na nek hrib, ki ga ne študiram, ker vem, da so moji skillsi, če tako lahko rečemo, na nivoju, da bom to, pa se tega lotim, ker drugačni nima veze. Hribi, vseeno se treba zavedati, da to so stvar, ki se hitro spreminja, moraš imeti zelo veliko širino znanja vseeno, da lahko nadzoruješ vse dejavnike, in sploh po zim, ko imam turno smuko, doskrat si sam v hribih, moraš vedeti, kje si, kakšne so razmere, v kva se podajaš, in bi lahko rekel zase, da nisem čisti ruki, pa da ne tišim v smeri. Kljub temu, tukaj pa mogoče malo problem socialnih medijev, hvala Bogu, da so, da vidijo ljudje, jaz jih upam, da jih inspiriram, da premaknejo kakorkoli, da sledijo sami sebi, ampak kdaj pa tudi kakšen video pogledajo ali pa poste ali pa kakorkoli, pa rečejo, ta izziva, veš, sem bil zanč, mislim, ti si bil zanč, je bilo čisto drugače, mene osebno ne poznaš, mojih sposobnosti ne poznaš, ampak tukaj bi pa rekel, da pa ljudje niso dorasli temu, da bi malo sebe ocenili pa kategorizirali stvari. Ja, pa tudi zakaj greš gor, tako, se pravi, zdaj smo v tej fazi, preden greš, torej zakaj greš v ta hrib, kaj bi ti rekel, da tebe žene? Mene žene strastno, to je res, jaz pa strast do hriba, tudi kaj vam pogleda, meni so hribi tako slikarsko neke figure, ki so zanimive, tudi sama narava, pa ne samo hribi, sama narava, v bistvu kako in vizualno in tako, čeprav se sliši to spiritualno, ampak to je nek drive, ki ga imaš noter, pa meni je to všeč, jaz tudi druga stvar, nobena mi ne pomeni tega v bistvu odklopa, pa nekega fokusa, pa to, ki ga lahko v bistvu doživiš v gorah. Res je. In nikoli me niso v bistvu privlačili, da bi bil izbiralec vrhov, kakorkoli to rečem. Ampak mi je ful zanimiva pot, tako kako do tja pridati, ne samo da teoretično prideš na Triglav, ampak kjero pot boš zbral, kako si boš začinil to pot, kako bo trajala, ne vem, nekaj mora biti zadaj. Tudi recimo, meni je bil najlepši let življenja je bil COVID. Vem, da se to čudo sliši. Jaz sem imel fulenga cajta in pač tekmovanja so odpadala, jaz sem bil še kar športnik in se rekel, letos je pa šansa in sem v enem dnevu povezal 5 najvišjih vrhov Slovenije. In ker je mi... V enem dnevu? V slabih 14 urah. Dej pelme v ta dan. Da gre si cajt. No, to pač kot prvo, to je šlo zaradi strasti, noben še niti se to spomnil, meni je ful zanimivo, da se nekaj spomniš, ko ustvariš v svoji glavi, neko pot, neko izziv in to je bilo to 5 najvišjih vrhov Slovenije, sem začel jaz tuhtati, to se zdi hrda, Pa vzameš zemljevid, tak meni je to noro, čeprav enim, kva te zemljevide gledaš, pač meni je to se kar sprehajaš po 3D figurah, in pa sem začel gledati, pa Visoke Rokav, pa Škratica, Triglav, Mangart, Jalovec, to se ziha da, pa se malo s kolegi posvetuješ, in sem rekel, pismo letos manj cajt in to je, jaz bi zamenil vse, da bi lahko delal take izzive, meni je to noro, veliko več kot tekmovanjem je, da nekaj taga zgradiš, pa ne zato, da mi jaz, da šita, Luka je pa prelaufal 5, mislim, poprec meni je to vse, da se veš, da šita, ampak to meni bo to noro dal do prenosu življenja, in za moj, pa niti ne ego, ampak tako, to jaz čutim in to je, in tudi kolege, ki imam, so rekli, fakt, Luka, to moraš narediti, to je noro, in sem rekel, ok, sem predstavil to Red Bullu, so rekli, itak, in tukaj pač ta moment, ki bi eni rekli, da sem to prodal, ampak jaz sem imel pa super priložnost, da se to posname in da se pokaže in od tega je full over video ratov, ampak tak zelo bi rekel, se tudi sam želel, da je inspirativen, ne v smislu performansa. Ki ga je na YouTubu? Mislim, da je na YouTubu siguran, na Red Bull channelu je siguran. Kako je naslov? High Five of Slovenija. High Five of Slovenija. Five Highest Peak of Slovenija, če ti dal 5 najvišjih vrhov enemu dnevu, se sigurno najde. Na Red Bull channelu je siguran cel video, tako da pa je dobro narejen, ne vem, pa smo imeli helikopter, pa tako, pa da smo res narejen, da šitam, pa ravno to sporočilo, ki je zadaj, je bil meni pomemben, to se da, predstavljaš se, lahko slediš sebi, in tudi tam je predstavljeno, da se pripravaš na to, in smo, pa še eno stvar sem želel, da bi tudi ljudje, ki so na tem projektu sodelovali, mislim, da sem enkrat še okoli 25 ljudi, v tistem dnevu, to je kar izziv, pa kamermane najdati, pa to, pa nekomu zaupa, da gre na vrh hriba, pa te zjutraj ob 4 čakata, da tja prideš, pa na popovdne pa
ne veš, a bo luka ob 3:30 tam, kaj če se ne vem. Pa vreme, vreme za god, vse v hribih je vreme drugače. Kar nekaj, veš, to je to kompleksa, ne, ampak sem rekel, če ne druga zaradi teh fantov in smo res naredili eno dobro zgodbo, pač sami dobri kolegi, ki smo še kar najbolj kolegi, so bili tam, razdelil sem pot, najprej šel en del z mano, tako, ki je malo bolj alpinizem, pa to je Šunec Marčič, ki ima tudi, ne vem, zlati cepin v alpinizmu in je res kul človek, ki ne bo bilo to ful všeč, pa boš malo plezat, povezal boš noro, pa sem pač čez Škrlatico, pa dal vrata, pa je bil tam Matjaž Mikloša, ki skozi laufava skup, pa mu je bilo tudi Sandov pomagal, da z mano tam in pač noro, a ne. Pa tudi v tem sem rabil recimo slabe 2 ure do vrh Triglava z vrat, ker je vsem hiter, a ne, moraš tudi najti človeka, ki je še s tabo. Da bo dohajal, a ne. Ja, da bo dohajal, a ne, pa tudi, da ti nisi odgovoril po zaga, a ne. Ja. Pa je pa v dolino, pa po Trenti, v bistvu po Zadnici, a ne, do Podjalovca, tam je bil nec kuhar, pa je šel on še z mano čez Jalovc, pa na Mangrti. In mi smo bili vsi tako veseli, pa prvošal, pa je druga, in je bilo sama dobra vola, pa snemalci, pa to, na koncu zvečer smo se tam v Kranjsko dobili vsi zmatrani, ampak bilo je pa dobro, ne, jaz še kar, ko se kdaj zjutraj zbudim, mislim, smo mravljince se rekel, pismo, to je res dobro, ne, in tudi projekti za naprej so v tej smeri, no. In to je meni pač zelo všeč. Koliko si predvideval, da boš časa rabo? Ja, jaz sem rekel, enem dnevu moram okoli prijeti. Si pa v pol dneva v bistvu. Ne, koliko je bilo, 13:55, nekaj taga. Ne. Noro. Ja, in spet tukaj, ne, poj, ker so glih prej v limitih, ne, to gre, ne. Res telo je sposoben česa, ne. Koliko je bilo višinske? Mislim, da je okoli 6500 pozitivnih metrov. Ne. Se pravi, dol naštejeva? Ne, dol gora, ne. Gor, ja. Par dolih je glih. 6000. Ja. Malo več kot 6000. V bistvu, čez prst bi rekel, tako cel dan, da bi šel 3-krat, pa še malo na Triglav, gor pa dol v enem dnevu. Tako da si kdo lažje predstavlja, da drugače težko. In to je kaj drive, ne, in jaz sem tudi tako želel skozi take stvari v gorah delati, ne. Dej mi povej, kako si se vmes počutil, kaj je šlo po tvoji glavi, kje so bile misli, so sploh bile, ali si bil sam v flowu, kako mi lahko pišeš? To tak flow rata, ne, tudi zanimiv. Jaz osebno tak flow imam edino v hribih, ne, tudi to se odklopaš v en svet, ki je v bistvu ful ene koncentracije zahteva, ne. Ja. In zato se sam tam jaz imam zelo tako drugače, meni ful stvari delajo v glavo, ne, cel cajt, ne. Ampak tam pa rata en fokus, ne, si sam s sabo ali pa s kolegam, pa to, ne, ampak ni okolice, ne, zanimivo je, ko odklopaš svet, meni je to ful dobro, ne. Odklopaš, ne obstaja, jaz ne vem, kaj se dogaja v Ljubljani, pač res pozabiš na cel svet, ne. Ampak je pa koncentracija, ful tak, na 100% pač to hribi vsem zahtevajo in v bistvu ni placa za ostale stvari, ne. In pa se edino, ker se narava vmes dogaja, pa to, in v bistvu padeš v en svoj zelo poseben ritem, no, sej vsak ima neko svojo dejavnost, ki je to, ne. Ne preko da meditacije, ker pač nisem tak tip človeka, ampak en si lažje to tako predstavlja, ne. In ja, flow je, no, tak in zelo tak zanimiv flow in do konca traje, šele kad reče, zdaj pa konc, pa rečeš, ja, zdaj pa res konca, ne, ampak je pa zanimivo, ja, vmes si pa v enih svojih filmih, no, težko opisati, ne obstaja enostavno drug svet, nimaš ne placa, ne mentalnega prostora za ostale stvari v tem momentu, no. Pa ne doživiš pa tako teh trenutkov, da bi odnehal. To sploh pride ta misel, pri takih podvigih, pride. Ja, pride, ja, pri meni je tako, jaz sem zelo zgovoril človeka, pa ker se za nazaj zgovarjal, pač meni je, če se z enim je point, da debatiraš, jaz sem zelo veliko časa sama, ne, pač in na treningih in v hribih in vse, in mi pa, če grem s komu, mi pa še debatirati, se ravno spomnil konkretno, da so šla na Jalovce, ker zdaj sam pa ni hotel takrat v momentu, ko je vedel, da gre pač malo te noge, itak te bolijo, mislim, zun si, pač, ne vem, to je bilo skoraj 70 km, pa v glavno polnenih višincev in valjda zmatrana, ne, in pa vem, da je nehal pihati veter, vroče je bilo kasvina tam en del in vem, da sam tako smo se zarazaj smejali prav, da je sej, ti tam pa je 20 minut bil pa kar tiha. Ste rekel, ne, no. Rekel, ja, to je malo se safra, ampak je pa zanimivo en moment, ko sem doskrat premišljal, ne, če si daš ti cilj, če rečeš, ok, no, štartamo v vratah, pa imam cilj na Mangarskem sedlu, ne, je tam cilj, ne. In ti veš, da boš tja prišel, ne. Jaz sem bil prepričan, da bom tja prišel tudi enkrat, so mi na Red Bullu rekel, če par dni predizzivam, tako pa je bila, je pa ti Luka, pa ti res misliš, da do konca prišel, ne, to še res naredil, ne, pač, se rekel, ja,
Itak, ne, pa se šel pa ven, pa se rekel, opis, pa trkače, ne. Če ne, ampak ni bilo tega scenarija, ampak to hoče reči, ne vem, imam tekme, ki so dolge 1 uro, teoretično se nima veze, ne, in jaz vem, da bo tam cilj, ne, in si razporediš in mentalen, ne, sploh glavo in veš, da bo tam cilj, ne, do tja bom prišel po konca, ne. Če pa rečeš, da tam naprej cilj, ne, v začetka, ne, da pa čez 5 ur cilj, boš povedal, da v tam cilj, ne. Ampak če mi preko po 1 urni tekmi ti je izmotil, smo se veš, je tam cilj preko. Pa dobro, jaz sem gotov, ne moram. Ne. Če pa veš, da čez, ne vem, 10-15 ur cilj greš pa pač do tja, ne, ka veš, in se tudi pripravaš, da bo tam cilj. Ja. Neko je to razložil. Ne, si dobro povedal, pač ti dejansko v svoji lastni glavi zvizualiziraš, do kam si sposoben iti. Tako. In se zavedaš, da če ti bo en rekel, ne, daj 5 gremo zdaj še kaj gor, boš rekel, lej, pač jaz ne. Jaz ne moram, ja. Drug dan. Tako, ja, tako, ne. In če pa prejšnji dan poveš, jutri gremo pa tja, ja, ni panike, ne. Če te reče, prejšnji dan, pa ti še tja grem. Pa ni variante, jaz nisem, ne. Kvaj še kakšna taka stvar, kakšen podvig, ki ti mogoče zdajle, ki se ga už spomnil, ki je mal nečloveški, tako katale? Ja. Mislim, so zadeve v Julijskih Alpah, jaz mogoče ne bi tako razmišljal, ampak predvsem v bolj gorniškem stilu, no, mogoče kakšne ikonične ali smeri, v smislu plezalno, povezovalno, tekaške, bolj o temu, tudi okoli Triglava so kakšne ideje, tako da, ampak pustimo čas v čas. A si kdaj bil v situaciji, ki si mislil, da boš umrl? V bistvu to ne. Imela sva pa nažalost situacijo, zaradi česar je pa Urška pa nas nehala smučati, ne. Aha. Tudi ne, tako, ko se dogajajo se stvari, pač pozimi smo smučali, v bistvu zelo tak dogodek, ki te zelo zaznamuje, no, sploh Urško. Je padla pod eno smreko pozimi in je pač komi vam prišla, pa še noseča je bila. Ampak v teh stvareh vsaj želim debatirati v smislu, da take stvari se lahko dogajajo, ne. In pač tam se je iztekalo vse tako, kot se je, dobro, ne, ampak Urška še zdaj ne spravaš v cel sneg, pa čeprav je bila ona ekstremno dobra smučarka, ona je bila zaljubljena v hribe, v smučanje, pa gre zdaj težko na smuče, ne. Ampak vsaj jaz bi želel to izpostaviti, da se stvari dogajajo, ne. Ampak zato je tudi zelo pomembno, primerno znanjem, ker to pomeni, kako smučal dol, kako skupina smučala, ker se zelo veliko ljudi ne zaveda, pa tam ni šlo ne za plas, ni šlo ne za odprt teren, ni šlo ne za visoko gorje, šlo je za situacijo, ki se je zgodila zelo blizu, rekel smučiš, ampak dostopnega terena, ne, ampak bi se lahko končala zelo narobe, ne, pač ona je imela še materinsk, ker je normalno, ne, ampak se je nesrečo iztekala, ne, pač tako kot se je, ampak padeš pod smreko, to pomeni z glavo noter v cel sneg, bilo je snega 2 metra in en kolega nesrečo vam potegnil, ne, in da se je najdla, pa se je, da namo to preveč specifike nesreče, ampak se lahko dogajajo in vse stvari dogajajo, ne, in zelo hitro gre kaj narobe in tega se treba zelo dobro zavedati, ne, tudi po drugi strani pa spet pa ne, da to pomanjšujem, Bog ne daj, ne, greš pa na cesto vsak dan, se vozimo v nekih zadevah, pa nimaš nad pod nadzorom, ne. Ja. In je to grozen dogodek, to, kar se je Urški zgodilo, ampak se je pa treba zavedati, da Urška še kar ni nazaj prišla, no, in tudi ne vem, bo, ne, niti ne forsirala v to smer, ne, ker pač to je treba vedeti, da so to osebne stiske velike, ne, in je bilo narejeno vse po propisima, ne, to nobene napake nismo naredili, pa je prišlo do te situacije, ne, ampak se pa dogajajo in zato nikoli ne bi sprejel, da kdo obtužuje kakšno tako zadevo. Ja. In enako za nesrečo v gorah, pa povsod te zadeve, dokler ne veš, zakaj se zares gre, ne, je obsojanje takih zadev skrajno grdo in neodraslo, ne. In tako da ja, konkretno ta primer smo imeli, ne. Ampak ja, sem imel pa tudi kakšne druge izkušnje, ki prideš do marsičesa. Pa jaz na srečo nisem bil v situaciji, trkam, ne, tudi upam, da se nikoli ne zgodi, tudi koncev procentualno zelo majhna verjetnost, ne, da se kaj zgodi, ne. Ker se pa zgodi, pa žal so pa take okolja, ne, pač ne vem, čez koliko sam padeš, če čelo trčeš, to smo videli, je veliko nesreč, ampak nogo zlomaš, ne. Če kje padeš, kar nogo zlomaš, še je cel sever. Ja, se to. Ja, ne, tako, ampak ja,
so take zadeve. Ne. Se pravi, ti se greš v bistvu nek ekstremni šport v neekstremnih razmerah. Tako ja, ampak Torej- predvsem sem si zadal tudi eno nalogo, ki jo pač tudi želim predstaviti, ne, da jaz ekstremni športi, to je neka označba, a ne, Ja. a veš, on izziva, a ne. Ja. Jaz ne bi rekel, da jaz izzivam, nikoli, pa tudi res spet vsi, ki me poznajo, jo vedeli, da Luka ne izziva, a ne. In zato je pomembno, da se o tem govori, a ne, tudi se lotevamo stvari naštudirano, a ne, tudi jaz kljub temu, da se ne vem, zelo nasmejan človek, pa tako, pa vse bomo na izi, a ne, jaz zelo študiram stvari, a ne, še kar, če nekaj grem, pa sem že nek bil en dan prej, še kar preberem to, ali pa ne vem, karkoli si GPS trek naložim, recimo butast primer, ali pa ne vem, marsikaj ste tudi pripravljen, kljub temu, da sem nekam že bil, ali pa to in enim zadevam pač ne prepuščam na ključi, a ne, kljub temu, da sem zelo drugačen na free, tudi šport dojemam zelo svobodno, a ne. Ja. Ampak ene stvari pa nimajo svobode, a ne. Ja. In tudi ekstremen šport je tak, ja. Pa tudi tvoje sposobnosti, zaupaš svojim sposobnostim, veš, koliko si pripravljen, veš, kako reagiraš v situacijah. Tako je. To je zelo pametno. No? Ker pol zdaj v glavu mi je prišel Hanold, Alex Hanold, Ja, Free Solo, a No, veš. to je, recimo, ja. Pismo tudi njega, po moje, da ti, ki ga gledaš, ne vem, kako ga ti vidiš, a ne? Ja. Ampak en del tebe sigurno reče, evo, to pa je, kako bi rekel, provociranje življenja, da, a ne. No, tukaj se ne bo ostril, recimo, samo to je Ok. super, da si izpostavil, To. a ne, meni je všeč, a ne, raven Alex Honnold, ampak se zelo veliko ljudi ga bo videli ali pa ne počakirajo, pač to je držita, ne. Free Solo. Ja, ampak, ko pogledaš film, a ne, je zelo dobra zgodba, a ne. Ker si pripravljen, koliko let je tega, koliko let je poti zadaj in pa si prepričan v to, da si to sposoben, a ne. In jaz nekaj ne vidim kot izzivanje, a ne. Wow. Sigurno ne. Jaz sem prepričan, da je on šel, je bil prepričan, da bo prejel tist, da bo držal. Ne? Ampak je to zato, ker je študioznosti, pa tega, da jaz ne vidim tega kot izzivanje. a ne. Nora. Ampak je pa problem zato, ker imaš pa to ljudi okoli, ki pa izzivajo, pa gre to narobe, a ne, ali pa to, ki pa je to čist narobe dojeta. Ne? In je tudi v alpinizmu pa vsemu to so fantje, ki jih tudi jaz poznam, ki so na tem nivoju, da so tega sposobni. Ker greš v to, rečeš, jaz bom to naredil. Ne? Jaz sem zaupam v to in bo sigurno ratala. A imaš kakšnega prijatelja, ki Free Solo pleza, tako mal bolj orang smeri? Mislim, v Sloveniji se solira marsikere zadeve, ne? Mogoče niso tako izpostavljeni, pa spet vsi gledamo sam čez mejo, ampak Ja. drugače se marsikera smer je v Sloveniji splezana na solo, a ne? Brez vrvi pa tega, pa marsikdo sploh ne ve, ampak tak je hud nivo. A ne? Tudi, ni vse tudi v Free Solo, a ne? Tudi gurništvo zelo zoprnje, v bistvu, ne, avtomobilov veliko vsi vemo, ki imaš avtorevijo, to je pa zelo tak območje, ker nimamo toliko znanja, ampak zelo veliko stvari, tudi ni sam, da ni štrika, tudi če na štriku pa to, ker se zleze, pa kakšen je nivo teh ljudi, pa to, a ne, tudi če štrik daj ne smeš padati, ne, ampak kva oni dosegajo, pa to, a ne, tukaj je ta psiha, a ne, pa to odigra vlogo, ker to je tak nivo, da si težko predstavljaš, ne, tudi reli voznik, on ve, da uvink odpeljal, a ne. Ja. V bistvu že podzavestno ve. Ti ve, a ne, sam je pa res, da tam ne sme biti dvomov, a ne. Dvoma ne sme biti, ja. Isto je v športu, ne, Pogačar je, ker se za nazaj vrnemo, da je malo bolj plastično, Ja. Pogačar ve, da ko skoči, da on zdržal. Če dvomaš v to, da ne boš zdržal do cilja, pa ne skočiš, pa sem kasi, a ne, sam razlika je, da ti navago, da klej življenje smrt, klej pa pač ok, bo pa druga, ne. Ampak pa ne, da je enačen to, ampak je pa to tako prepričanje, pa to, pa take skillsi, pa to, ki ga dela, da si na koncu res tega sposoben. Ja, in tudi če ne vidiš mogoče cilja pred sabo, si zaupaš, da naslednji korak si sposoben narediti. Ta je Točno to, ja. močna. Točno Če tudi z biznisom povežava. Ja. Veš, koliko ljudi ima neke ful hude ideje, pa ne naredijo tega koraka. Ne? Točno to, pa še reče, ja, če pa bi, ne, pa enemu drugemu rata, ne, pač jaz tudi. Ja. Kdorkoli se strinja s tem, ali pa ne, Elon Musk, pismo, on mora biti, on imel velike jajca, da je to naredil. Pač to ni sploh. Ali pa v Sloveniji imamo tudi zelo dobre poslovne uspehe, ki so v marsikeri krizi rekli, da pa to navago, a ne, pa je vse zastavo, pa mu je pojeratala, ne. Ja. Tako imamo zelo dobre ljudi, pa zelo sposobne, a ne, tudi v biznisu. Pa Janja Garambreta, ne, nje nismo mogoče danes omenila, ampak pismo stari. Tukaj zdaj Slovenija je, mislim, da tukaj na koraku zdaj naredila, ker se zavedamo, da mi nismo več majhni, a ne, ampak da imamo malo tudi te osebno samo podobo, da rečemo, jaz sem Dašita, ne, pa Janja
morate vedeti, ona je tako prizemljena punca, ne, pa tako v redu, pa to, ampak ona rastura, ona ve, da operira te zgrif, ona, ki skoči, ona ve, da to držala, ne. Ampak to so taki pritiski zate, ne, ona je prišla na olimpijske igre, zdaj je nov. Kva me trese, Ona je rekla, jaz grem po medaljo, ampak ne po medaljo, jaz bom zlato medaljo osvojila. To si ljudje tudi sanajo, ne, kakšen pritisk je, da ti en dan pred tekmo rečejo, ti se Janja v zlata, ne. Točno to, a ne? In ona je tudi edin cilike, jaz bom zlata in jaz to moram zagrabati, ne. In tak pritisk, to je toliko mentalnega dela zraven, ona je fizično sigurno najboljša, jaz sem roko v ogen, ne. Zdaj, da pa to zdržiš, može biti pa... Pismo, ja, vse kaj dol prišla iz stene, ne, une solze, pa šok, tako, ki ni bilo v bistvu presenečena sem, da mi je ratal, ampak samo Ja. Ne fizičen napor, mentalen napor je mim, zdaj se lahko spočijem mentalno, a ne. Točno to in to se velikokrat zgodi pri športu, ne. To je tako velik cilj, ki je res težko opisati za ljudi, no, ampak je fajn, da bi se zavedali, da ne vem, to si ne moram tudi mi to predstavljati. Jaz si ne morem, ker nisem na tem nivoju, ki je bila ona, pa s takimi pritiski, pa s takim nahrbtnikom plezati, ne. Ampak po moje, ki dol priješ, to je tudi taka praznina v te prata, ne. Ti si dosegel toliko velik, da... A si ti še zelo mlad, veš? Jaz se zavedam, da imam zelo velik pred sabo. Ja, plus v takem športu si, ker nisi ti omejen, da moraš do 30 leta biti vrhunski drugačen. Ti si kle z glavo lahko 50-60 let, pa si... Najdeš si izzive velike, ne? Ampak tako, mogoče kdaj lažje plastično opisati na nekih takih primerih, ki se že, ampak ja, mislim, kle sky is the limit, ne? Mislim, če enkrat nehaš to, če me enkrat začel razmišljati, da ni izziv, bom zamenil. Nekaj drugega šteje. Ja, to ni, mislim, to jaz v življenju rabam izzive, ne, tako nekaj te more stiskati zjutraj, ne, ali pa zvečer, ki greš spat. Ne moreš čisti, se je treba pa spet še en dan, mislim, zanj, če je bila dobra, ena misel sem nek prebral, pa spet komaj, ampak v življenje ne samo živeti, ampak tudi doživeti, ne, ker drugače to grem, to je brez veze. To je res brez veze. Tako, kar načelo. Fajn se je vprašati v življenju, kaj mi vzbudi mogoče strah, ampak istočasno tako živost. Tako je, to, ne. Moraš imeti nekaj, ne, da te tudi, ne, moraš imeti malo tega pozitivnega strahu, tako je, moraš malo out of the comfort zone, ne, tudi to te driva, ne. Ti, če nekaj dosežeš, pa da ni nad tvojim nivojem, mislim, wow. Tako, pač učijo nas, učijo, nekako v spredje nam pa dajo orodja, ki so samo, užitek ali pa zabijanje cajta, pa lenarjenje, ne. In človek še v trgovino ne rab več, ne. Ja, grozen, ne. In sem imel Luka Zoran, češ kdo je? Ja, Res knjigo je napisal, ne. On je bil zanč moj gost in je lih to razlagal, ne, da smo pač kot družba si naredili tako življenje, da se moramo dejansko spraviti v situaciji, ker malo trpimo, zato da sploh lahko dojamemo, da smo živi. Da si živ, ja. Nisem zdaj mogoče dobro fraziral njega, ampak v tem smislu, no. Ker hitro si v situacijah, kjer pač sploh ne razumeš, da živiš življenje, ampak si samo pač ja, lej, sej, imam televizijo, imam kleba malo po scrollu, a ne, in to je to, kar rabim, ne rabim nič delati, sam počivam lahko, ker sem utrujen, ne. Pa te socialne medije malo pržgeš, itak mi, da to življenje, ko ostali delajo, pa povrhu vsega pa še fauš, to je pa super. No evo, ja. Pa še fušije, pa še slovenski šport, tak, ljubero, vse tudi drugje, vse tudi, naravno sam tako, ampak je to nekaj tazga, ki kolektivno se strinjam, da moramo razbijati začeti. Da pač kažemo mi, ki mogoče pač imamo malo več pozornosti kot ostali, da drugim prvoščimo, ne. Ko iskreno. Mislim, jaz iskreno, ne, tudi zdaj, ne vem, konkretno je primer tak, mogoče bolj življenjski, mislim, midva s hišo, mava polovico hiše, sploh nimava celo, ampak polovico, ampak mava dom, avto, imam kakršen, imam pa to, jaz sem srečen, živim svoje sanje, sledim svojim, Max raste, je zdrav, Urška, pač jaz imam noro dobro življenje, noro pester in če slediš temu, pa v tem uživam, jaz ne rabim nič več, če ima pa sosed z mene, če se jutri pripelje z novim avtom, pa nima znamke, ti vsaka čast tega, bravo, ne, ti pa karuna, ne, to z vsega, veš, ti bi to me bravo, noro, ne, vsak mu rečem, smo ti care, pač, če sebe usrečaš, ne. Tako, ja. Pošal to, kaj sosed novega
ali pa da je te pod nivojem, da je zraven tebe živijo, veš, da imajo boljš kavč kot ti, ali pa lepšo barvo kuhne kot ti. Ko sem halo. Vse mislim, da to delajo ljudje, ki so sami preseb ranjeni. Tudi ta, veš, te negativne komentarje pišejo, ki nimajo nobene podlage, ki ti hejtajo za brez veze, ki ti s kavča komentirajo, koliko si zabit, ki to delaš, pa doma otroka, pa ne vem kaj. To so neke lastne njihove vzorci, frustracije, ki jih pač na ta način dajo ven. In social media je zdaj to omogočil, da si kar vsak je zdaj slišen lahko. Vsak, pa kar besedom, ampak jaz pogrešam predvsem pozitiven glas, da je reče, vsaka ti čast, vsaka čast Janja, vsaka čast tepka z dober podcast naredil, veš, mislim, ne ti imaš dovolj mikrofon potiratelj, ampak je ga bravo, očitno je vsebina zadnja ali pa nekaj takega, Jaz sem kle ful hvaležen, da imam tak audience, kaj to se pravi, take poslušalce, community, skupnost, ki res podpirajo. Tako, pač ne šparajo lepe besede, tako bom rekel. Točno to, pa tudi če komentar ne bo na mestu, veš, jaz tudi pozitivna kritika, tudi jaz sem osebno zelo tak, pritreč pa reč, Luka, veš, meni se zdi to pa res falil, pa rekel, hvala za to, jaz v tem tako mislim sicer, ampak spoštujem tvoj feedback, ni pa problema. Ker je pa problem, social media je pa to, jaz mi rečem, veš, tam je ful lep moder gumb, unfollow ali rdeča, kakšno je, če te kaj mod, da je stran, sam ne srata, Točno to, ne srata, veš to, Točno to, Isto je v športu, tako da. Pride zraven, kvačeš, se, veš, polka si ti enkrat, ne vem, kdo je imel zdajle, a je bila Kaja Kajžer, judo slovenski, ki je imela pizderijo, ki se je dala dol iz Instagrama, ker je folk toliko hate komentarjev pisal. Mislim, da me zapreka, ona je dosegla. A veš, vprašaj se, kdo to piše, stari? Zelo dolgočasni ljudje, ampak šport, to slovenski šport, meni je še kar pismo, mi smo na takem nivoju v slovenskem športu, Noro, ampak ljudje imajo res preveč časa. Jaz sem hotel priti do Kaje in jaz sem hotel, da bi bilo fajn, da njeno številko za to, da se jaz pogovorim z njo, da ji pač probam dati malo jaz te lepše energije, ki jo ni dobila, ker si ne zasluži tega, ker oni ne vidijo, kako ona gara v fitnessu z zlomljenim prstom. A veš, ampak se noben ne zasluži negativnih komentarjev. Ker ne vidijo cele slike in pač nehite srd za brez veze. Ker je res, tukaj je prostora za neko ljubezen pa podporo med nami, da ne bojo te hate komentarje, ampak dajmo jih preglasiti, dajmo biti še bolj podporni. Točno to, ampak to je pa tudi na nas, na družbi, in tudi jaz sem zelo vesel, da imam tudi jaz nek community, ampak sem tudi zelo vesel, da sem v neki zdravi sredini, pa tudi to nekako probam razširiti, pa tudi šport je stvar, ki vseeno malo naredi človeka bolj veselega. Tako da vsaj tukaj imam eno kljukico, ki jo probam doseči, da vsaj malo živela, pozitive omel okola, pa tole una negativa, ne se zelo ukvarjati, ti ga ne žgi tjale v klanc, pa se stres, pa povedal svoje vse, in v ta smer, in jaz sem prepričan, da obstajajo tudi ogromno nekih pozitivnih stvari, pa če namo dal energije te negativi, pa tem dolgočasnim ljudem, ki sam gledajo koliko jo sral, bo tudi zelo dobro, ker pojo tudi oni naj imeli več občinstva, Resnica. Enostavno je, če tebe me navš poslušal, navš me podcasta, Točno če oni naj imeli občinstva, ki skozi cel dan jamro, pa ne vem, tam možo ali pa ženi doma jamra ali pa komor. Točno to. Ampak se mi zdel, zanj se mi je zdel tako pač prav lepo, ker je bil en tak komentar, brez vezan. Res brez vezan. In so se ljudje, moji poslušalci, začeli v mojem imenu, so začeli braniti, da sem bil tako, kjer ste vi legende, ampak ne rabite, hvala. Ampak tako lepo mi je bilo, veš, To je point, s tem si dosegel tudi svoj verjeta, da poslanstvo očitno obstaja neka mreža, ki to lahko razširi pozitivno, In moja naloga osebna ni samo šport, ampak da se da tudi na kul način reagirati na situacije in vsemu, pa malo širške samo športa, tudi na otrocah, na familijah, pa na vsemu. Šmarno si, koliko, 11 minutah? Zdaj je 11 minut 3 sekunde. 11 minut 3 sekunde? Kaj ne gre po 11? To je pa največji draž, to je pa cilj, se tudi zdaj bil cilj, jaz sem zmeraj odkrit rekel, pač rekord Šmarna je 10 minut 59, enega Eritrejca, že par let in skozi so govorili, pa Tom Ben Slovenc nima variante, tudi blizu pred to tujci, to oni so tekači, mi pa imamo tam cajte 11, 15, 100
In ne, mislim, 4 sekunde res ni velika razlika, tako da smo spet dokazali, meni je full fajn, jaz se to, no, in par let mi je kliknil. Pač treba je reči, pa Slovenci smo dobri, ne. In tudi tukaj je fajn, ker to je tekma, ki je 30 let, pa so vsi tujci že probala, ne. Ja. In imamo res fajn, ker je tam Šmarka sred Slovenije in se res lahko dobro primerjaš, ne. In je, 11 minut 3 sekunde je od spota, ne, ta pot čez korenine, mislim, da se reče, ne, Ja. pa do vrha, ne. To ni una partizanka ali kaj. Ne, to je ta, ki gre največ ljudi. Ja, ta je stacno je takle. Ki je parkirišče partacno uno, ta glavno, pa poleg kva jezeršek tam od zadnje. Ne vem, kva je že tam zadnje, ja. Tako imaš 2 betonske štenge na začetku, pa so pa malo korenine, pa zdaj ful taka spegljena pota, ne. Ja, pa prideš na sedem. Ja, to je ta najhitrejša pot, ne bi bila, no, kao, ja. In ja, no, tako da zdaj samo še par sekund manjka za generalni rekord. Prosim, da vzameš rekord domov. Ja, drug let je tak plan, ne? To mi dej. Ne, definitivno je tak cilj, se to je tako, kot zmer. Mislim, če nimaš tega cilja, pa to ni point, ne? Meni je to, treba je to popraviti, ne? Pa to je skos možno, ne? In bomo tudi to zrihtali, da je to v Sloveniji. A obstaja kakršnikoli način, da bi med tekom ti neki dal dodatne energije, kaj ti jo da? A je kakšna misel, a je muska, imaš slušalke ali brez, ali kako greš? Jaz sem drugač, se imam rad musko, pa to, ampak brez slušalke večinoma laufam, no. In zato, ker nisem najdel ta pravih, ki ne bi drsela ali pa karkoli, ki me še bolj nervira, pa ampak pustva to. Ja. Ne vem, jaz kot prvo moram videti izziv eni stvari, a ne? Ja. In poj se lotam te stvari, a ne? Če mi ni tako draž, ne bom šel, ne? In ta Šmarka mi je bila zmer zanimiva, taka. Ja, hit si gore, 11 minut, ne, to to ni je nič. konca, veš, pa primerljivo je, meni je to fulovre, vsi lahko probajo, a ne, veš, spet ni omejitev, a ne, vsak lahko proba in sem to takrat probal, vem, da mi pač tudi paše, tako name, a ne, in pa še k tujinah od mene najbolj, ki je fulovra konkurenca, biti dober, meni je to noro, a ne, da sem prvi petelan na vas, to mi ni, no. Sam to gre vsak posebej gor, ne? Štarta. V bistvu je skupen štart. Tako da, ja, tam je, vse imate od spotu označen, drugače, če boste šli na Šmarno goro, piše rekord, tako čez celo cesto. Ja. Pa tako na 50 metrov po cest, pa levo zaviješ gor na to pot, ne. Tako da je v bistvu vse označen, pa na Stravi imate segmente, pa vse lahko primerjate, te čase. In ja, tako da ta je taka zanimiva, no. In že 30 let se to dogaja, tako da to so se vsi že probali, ne. In je taka dobra, no, pa še klen nad Ljubljano je ko izraven. Pismo, ja. Škva, sem če bi šel trenirati, bi rad, da malo dalj časa traje, zato po moje ne bi šel to. Ne, to je noro. Mislim, tako, lahko je sedeti, pa poslušati to, pa si rečeš, no ja, hodo je, bravo. Ampak jaz pol ziher, kam šel na Šmarko, bom rekel, ajde, začel bom z laufanjem, laufo bom, pa da vidim, do kam pridem. Kje me bo pač zmanjkalo. Kje te odrezali, ja. Pa koliko časa sem sploh tekel, ker po moje bo to 3-4 minute. Ja, probej. Meni je to fajn, tudi vsak moraven, to je fajn tek, ki lahko vsak proba. Ne more vsak pri NBA-ju, ne more vsak končnici metati na koša. Pa ti se pripravljaš na to, a ne? Ja, na to itak, ampak tako, klemaš pa res šansa, spet ja, pa probej pošli do koliko so hruške in to je res dobro. Točno to, ja. A bo še nauša, da je pa tako, da boš tudi realen feeling, je pa tudi vsem fajn, da se pa moraš malo pomatrati. Jaz tudi pa vsakmu rečem, to je pa zmer bil tudi ene sporočil, da je 5, se tudi nima veze, tudi če už 2 ure hod, da je sam malo rad premakam, malo začni živeti. Kaj si pa želiš v prihodnosti? A imaš kakšen tako podvig v glavi? Ja, ena zadeva so vsem olimpijske igre v turnem smučanju. Okay. To pomeni, to je Milano Cortina, to mislim... Kdaj je to? To je 2026. Okay, to je naslednje zimske, to je full blizu, drugače kljub temu, da je to 2 leče, ampak to je v bistvu ta sezona bo že štela za kvalifikacijske norme, pa poje pa takole, to je 1, 2, 3, se pomislite, kdaj ste bili 2 let mlaj, se je včeraj. Tako, ne. In ja, to je ena, drugače pa definitivno imam še kar dosti enih izzivov v teku in v turnem smučanju, ampak zaenkrat me ženejo res tudi in rezultati in cela pot. Jaz tekmujem iskreno zato, da imam krito življenje, ne? Ampak sam trening pa to mi je pa noro. To ti pa je življenje. To je pa life, ne? Tisti je, da life gre, to je pa life. Kako pa bo turno zgledal kot tekmovanje, kaj gor in dol? Ali... Tako, ja, tako. Zdaj v bistvu svetovni pokal to traja že, ne vem, koliko let, v glavnem zelo dolg časa in tekme so pač različne discipline, v hribih, na smučiščih razne variacije, ampak za olimpijske igre je pa v bistvu
ni čist naraven turno-smučarski format, ampak je prilagojen olimpijskim igram, ker je tako, pri plezanju se zgodil, pa treba najti neko pot, ki bo marketinško zanimiva, ali se strinjaš ali ne s tem, ampak to je dolga debata. In bo mešanje štafete, ker smo spet pri tem enakopravnosti spolov po olimpijskih igrah, pa šprint tekma posamično, tako da v bistvu relativno kratke, ampak zelo velike njih menjava, zato pomeni gor greš, peš dol, smučaš, tako da je vse neka celostna podoba turnega smučanja. To gor greš s takimi kožami, podaš to dol, menjava še enkrat, tako vse se zelo hitro odvija. Tudi oprema tekmovalna turno-smučarska, to je vse tako zelo lightweight, pa vse v tem smislu. In dol imaš pol označeno pot. Tako, zmeraj je označena, če so individualne tekme, to pomeni posamične, za svetovni pokal traja, ne vem, uro pa pol tekma, ne vem, Jurija 300 višincev pozitivnih, imaš, ne vem, 4 vzpone, pa 4 spuste po nekih off-roadih, ki so sam nakazana smer, pa dol tudi, ko je jače, ne. Ja, se to, kdo spusti. Ja, pa že to bolj spusti, pa moraš po vse na dilah ostati, ne, pa gor pa kar da duša, ne, po domač povedana, ne. Tako da tudi olimpijska bo pa vse skupaj malo skrajšan, bolj šprintersko, ampak to je pač, je zelo pozitiven, jaz to zelo pozdravljam, da so olimpijske igre, za sabo pa potegne tako, kot zmer na začetku, a ne pa neke kompromise, ki je bilo pa tudi pri plezanju. A se vidiš s kolajno na olimpijskih že teh? Ja, drugače nima smisla. Sta zlato? Ja. Ne, to je res, to je ena taka stvar. Če ciljaš na prvo mesto, boš prvo, drug, tretji ali pa kjerkoli zadnji. Pač, če ne uspeš, gre življenje naprej, pa delaš do še enkrat. Če pa že na začetku rekel, ti veš, da sta boljša, jem bronast, ne, nimaš variante, da zmagaš. Ne, ni šans. Če je da slabša rad, ko boš prišel spredi, se boš ustrašil, ne vem. Ja. Pač to je treba res verjeti, ne utopično, to je tudi ena stvar, da rečeš, ja, to bom, pa da veš, da če so tlo let za to, mislim, to je tudi druga ekstrema, ne, ampak ja, če bi šel na olimpijske, želim tam tekmovati, ne pa biti udeleženec. Hodo. Ja, jaz ti želim veliko sreče s tem, no. Ja, hvala lepa. Povej mi, kako se počutiš zdajle, kot je bilo. Ja, dober. Mislim, jaz sem zelo vesel, da je priložnost, da tudi povem svoje mnenje, pač pa stojim za njima, pa tudi vem, da je podcast, pač iskreno povedan, ne bi šel kamorkoli, to tudi to mi ni, ampak je tudi vse nek nivo, pač pošteno povedano. In ja, upam, da bojo imeli tudi poslušalci, ki od tega, sem pa zmeraj odprt za debate, tako da če ima kakršenkoli mnenje, kdorkoli. Ja, hvala. Lepa za priložnost. Z veseljem. Zelo je bilo tako po naključju, ampak sem vesel, da si kle. Vesel sem, da je bila epizoda zelo taka, kakor sva se spoznala. Prosta, spontana, smehom. Sem videl, kva čaka, Pa ja, veš, jaz si pa tudi pustim, rečem, z razlogom se je zgodil, da gremo noter pač biti, ljudje pa se pogovarjati, A smo to tudi pozabili, zdaj mora biti kar vse dober. Ne, to je dober naciljen. Ja. Mislim, da bojo ljudje pač dobili nekaj tazga, tudi če bo kdo želel te spremljati, verjamem, da te bo. Kaj Instagram, kakšen video od Red Bulla na YouTube. Tako, ja. Bomo videli linke od spodaj, tako da si pogledajte v opis noter. Če imate pa kakšen komentar, pa itek smo ga zmer veseli, Sploh, če ima kakšen hejt komentar. Ja, te hejterje smo zelo. Pridite, hecam se. Ne, je pa res za vsak komentar, najde svoje mesto, tudi če kdo se ne strinja, povej, jaz tudi rečem, sej povejte negativen komentar, sam utemeli kritiko, bullshitate, drugače pa vsak ima pravico do svojega mnenja. Itek. Drugače postavim še eno vprašanje, tako malo izvenzemeljsko, ali pa zemeljsko, vsem gostom, pa gam tudi tebi. Če bi jutro umrl, kaj bi danes sporočil svetu? Pač, sledite svojim sanjam, pa imejte se fajn, ampak delite tisto, ki vam je všeč, pa ne se obremenjujete z mnenjem drugih, res. Pač, sledite sami sebi. Jaz mislim, da če slediš sami sebi, boš tudi zadovoljen umrl. Ker pa vsega čaka 200 turista, gotovi, enkrat se rodiš, enkrat umreš. To tako je, that's life. Luka Kovačič, hvala lepa. Hvala tebi.